Pozdravljeni. Danes bomo skušali odgovoriti na rahlo neobičajno ter kontroverzno vprašanje. Je Charles Leclerc res toliko boljši od Carlosa Sainza mlajšega? Verjetno se bo marsikomu zdelo prej postavljeno vprašanje kot v bistvu irelevantno in seveda samo po sebi umevno, vkolikor samo pogledamo. Na primer število doseženih točk, število osvojenih velikih nagrad ter ne smemo pozabiti tudi na število najboljših štartnih položajev, nam bo takoj jasno, da je Charles Leclerc hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega. In zadevo bi seveda lahko zaključili tu. A v svetu Formule 1 je treba na zadeve gledati malce bolj celostno. In to bomo skušali storiti danes in videli bomo skupaj v nadaljevanju, da rezultati lahko tudi niso taki, kot se nam na prvi pogled zdi. A vkolikor ste prebirali takšne in drugačne članke, ste morda zasledili, da Charles Leclerc je po mnenju mnogih avtorjev prvi in edini antagonist Maxa Verstappena v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1. Težava je v tem, da po 13 dirkah ima zaostanek celih 80 točk. In mnogi avtorji za ta zaostanek krivijo nezanesljivost Ferrarija F1 pomišljaj 75 ter strateške odločitve scuderie Ferrari. In že tu lahko vidimo neko umestnost takega vprašanja, namreč Carlos Sainz mlajši je moštveni kolega Charlesa Leclerca, zato ima enako izhodišče. Namreč tudi on razpolaga s Ferrarijem F1 pomišljaj 75 in praktično pri scuderiji Ferrari je njegova ekipa, ki se ukvarja s strategijo, praktično soseda tiste, ki se ukvarja s Charlesom Leclercem. Čeprav je treba poudariti, da smo lahko vsi mi opazili, da so mnogokrat Carlosa Sainza mlajšega dobesedno umaknili s poti Charlesu Leclercu, ampak tudi to je del Formule 1. In primerjava, ki jo bomo videli v naslednjih minutah, nam bo pokazala rahlo presenetljive rezultate. Najprej moram priznati, da nisem sam izračunal tega rezultata, čeprav bi ga lahko. Ampak verjamem, da bi lahko kdo izmed vas pomislil, da meni osebno Charles Leclerc ni simpatičen in da sem nalašč postavil tako statistiko, ki ga kaže malček v slabši luči. Ampak v poletnem premoru lahko vidimo na raznih spletnih straneh, da se le-te ukvarjajo s takšnimi in drugačnimi statistikami. In na Twitter računu Formule 1, torej uradnem viru, smo lahko zasledili pred časom to tabelo. Kaže povprečno mesto, ki ga je zasedel voznik na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 v tej sezoni, seveda v vseh tistih primerih, ko je dirko končal. Torej odstopi v tej statistiki niso upoštevani. In če pogledamo tabelo, bomo takoj opazili, da je Max Verstappen tam zgoraj. Boljši je bil povprečno od drugega mesta. Tu vidimo, da sta skorajda skupaj Perez pa Carlos Sainz mlajši. Oba sta malce boljša povprečno od tretjega mesta. In šele na to lahko vidimo, da je prišel na vrsto Charles Leclerc. Malce slabši je od tretjega mesta in govorimo povprečno. Zraven lahko opazimo tudi položaj, ki ga vsak voznik zaseda v skupni uvrstitvi, ker smo lahko zapazili, da je Carlos Sainz mlajši bistveno nižje od Charlesa Leclerca, drugo ter peto mesto. Sedaj se bomo lahko začeli spraševati, zakaj. A sledeči prikaz, ki je tudi dosegljiv na uradnem Twitter računu Formule 1, bo presenetil marsikaterega navdušenca.
vidimo, naprimer, da Carlos Sainz mlajši, kar se tiče samih rezultatov na dirkah, ni toliko zaostajal do sedaj za Charlesom Leclercem. Zanimivo je nekaj drugega. Carlos Sainz mlajši ima en odstop več od Charlesa Leclerca. A kljub temu je bil enkrat več na zmagovalnem odru kot že prej citirani monaški voznik. Torej, sedaj teh 22 točk zaostanka Carlosa Sainza mlajšega lahko vidimo v čisto drugačni luči. Namreč videli smo, da povprečno se je Carlos Sainz mlajši uvrščal bistveno bolje od Charlesa Leclerca. In sedaj, če damo v zakup, da Charles Leclerc na prvih dveh dirkah je dvakrat zmagal in enkrat bil drugi, nam je lahko jasno, da njegovo nadaljevanje v sezoni je bilo izjemno daleč od zmagovalnega odra, vsaj v povprečju. Medtem pa Carlos Sainz mlajši je bil zmeraj tam. Malce nad tretjim mestom, malce pod tretjim mestom. In to je že en pokazatelj, ki nam sezono Carlosa Sainza mlajšega kaže v čisto drugačni luči. In sedaj, če primerjamo sezono Charlesa Leclerca in seveda Maxa Verstappena. Takoj bomo ugotovili, da v tem primeru ima Max Verstappen en odstop manj od Charlesa Leclerca. Torej, kar se tiče te kategorije, je Charles Leclerc med Verstappenom in Sainzom. Zanimivo je, da Leclerc ima samo 22 točk prednosti pred Sainzem, ampak 80 točk zaostanka sam Verstappenom. Torej, vidimo lahko, da sta oba voznika Ferrarija bistveno bolj poravnana, kot bi si lahko mislili na prvi pogled. In če vzamemo v zakup, da je Carlos Sainz mlajši v bistvu bolj učinkovit od Charlesa Leclerca, se lahko začnemo spraševati, ali je res Charles Leclerc tisti pravi voznik za imeti prvo vlogo v Ferrariju. Seveda, če gledamo samo na rezultate, naprimer sobotnih kvalifikacij, bomo lahko takoj vzkliknili da. Po drugi strani bi se lahko pogovarjali tudi o tem, kolikokrat se je moral Carlos Sainz mlajši umakniti seveda Charlesu Leclercu in tako je dosegel bistveno slabši rezultat od tistega, ki bi ga lahko, ukolikor bi pustili voznikom, da vozijo svojo dirko. Ampak to je eno izmed tistih vprašanj, na katerega ne bomo dobili odgovora. Dejstvo pa je, da ukolikor hoče Charles Leclerc osvojiti naslov svetovnega prvaka letos ali v kakšni izmed naslednjih sezon, bo moral zagotovo začeti voziti podobno, kot danes tu vozi Carlos Sainz mlajši. Drugače, kot so nam lepo pokazale te številke, bo zmeraj imel izjemno dobre rezultate, katerim bodo pa sledili rezultati, ki ne bodo dovolili nabora do boljšnega števila točk. A seveda, gre kot običajno za moj osebni pogled po situaciji, ki se mi zdi izjemno zanimiva. Danes, kot ste razumeli, to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.